Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Za Kranjsko Goro je bil prejšnji konec tedna izjemen. 58. pokal Vitranc je znova navdušil ter ime Kranjske Gore ponesel po svetu. Organizatorjev ni premagalo niti spomladansko vreme. Ja, lejte, uspeli smo, nemogočih pogojev ni. Če si pripravljen na vremenske razmere, če si se pripravljen prilagoditi in prilagoditi priprave celotne tekmovalne proge, potem dobiš tekmovalno progo, kot smo imeli včeraj in danes. Tako da to je opravila ekipa ASK-ja oziroma Aleša Vilica vrhunsko. Vse ostale službe tudi, ki so sestavni del tekmovanja, so opravile svojo nalogo tako, kot se je pričakovalo, sprav vrhunsko. In vse skupaj nam da sliko, ki smo zdaj danes te 2 dni videli. In tle lahko rečem, da v tej verigi množici ljudi, ki so sodelovali na organizaciji pa izvedbi pokala Vitranc, so res vsi upravili svojo nalogo in samo zato smo tu, kjer smo in imamo tako vrhunsko prireditev. Razmere na progi je seveda budno spremljal vodja tekmovanja Aleš Vidic, ki mu je pomagal tudi Janez Šmitek. Samo v tem kontekstu stvar funkcionira. Iz dneva v dan, zadnjih 14 dni smo vse postopke, ki so bili potreben, pa ko so bili možen, ko so bili možen, smo jih naredili in zaradi tega smo tudi tekmo, bom rekel, obdržali, da je bila. Jaz sem še enkrat bi poudaril, da glavno delo smo že januarja naredili, ker brez tiste baze, tudi če bi karkoli zdaj probali narediti, ne bi mogli, ker nismo imeli mraza. In danes nam je tudi majhen vreme prišel nasproti, je bila jasna noč, ki je bila drugačna povedana, oblačna, je bil radiacija je bila toliko velika, da nam je zmrzlo noter. Drugače je bil tudi slabši slalom danes, sigurno bi bil slabši, ampak sem vesel, da sta bile res 2 enkratni tekmovanji izpeljani, lahko bi jih z lahkoto odpovedali. Pravič pa se je zgodilo, da so za 2 uri zaradi megle v zgornjem delu proge morali prestaviti začetek tekmovanja. To je bilo prvič, se pravi, vsako leto je nekaj novega, nov izziv. Imamo pa toliko različnih izkušenj, da pač smo se tudi temu prilagodili. Imamo pa enkratno ekipo, vsi, ker so delali na progi, kakorkoli so zraven sodelovali, kapo dol. Japonci, ki so se učili od nas, so rekli, enkratno bi vas kar dol vzeli, ker bojo naslednjo leto tekmovanje. Tudi ostale ekipe, trenerji, koordinatorji trenerjev so izrazili, bom rekel, spoštovanje in neko priznanje, da smo v takih razmerah uspeli na toliko visokem nivoju izpeljati tekmo. Ko bom rekel, že cel teden razlagamo o teh visokih temperaturah, res imeli smo neke sreče, neke smole. Tudi včeraj s to meglo v zgornjem delu, prvi megleni dan v Kranjski Gori v letošnji sezoni, tako da se je res krasno vse išlo. Proga tako včeraj kot danes dobra, pohvale z vseh strani in res priznanje vsem delavcem na sami progi, vsem, ki so pripomogli tudi v drugih službah za tako prireditev in upam, da bomo to še nadgradili. A potem je šlo vse kot po maslu. V soboto veleslalom, v nedeljo še slalom za svetovni pokal. Na 58. izvedbi pokala Vitranc se je po navedbah organizatorjev v obeh dneh skupaj zbralo okoli 17.000 navijačev, ki se v Podkoren radi vračajo tudi zaradi izjemnega vzdušja. Pohvala organizatorjem, pa temu zgoraj, ki nam je včeraj malo pomagal, pa nasplošno vsem, ki so kaj sodelovali pri tej zgodbi, tudi ta v bistvu dogajanje zraven samega tekmovanja v Kranjski Gori včeraj je bil odličen. Na žrebanju, na koncertu sem bil, je bilo res prisotno izredno veliko ljudi. Utrip v Kranjski Gori odličen, zasedenost hotelov dobra, skoraj 100%, reklama top. Vsi smo lahko zadovoljni, tudi večinski lastnik Žičanc je včeraj potrdil, da je to zadeva, ki je
vredna res podpore tudi naprej in pokazal je, da tudi on, ki je v bistvu res stari maček v žičničarstvu, da res ceni tako prireditev, ker to je le reklama, ki si jo ne moramo plačati. Župan pa se spomni tudi še časov, ko so slovenski smučarji stopili na stopničke za najboljše in navduševali množico. Ja, v bistvu, jaz se spomnim še časov naših največjih uspehov, ki je bilo tukaj pod Vitrancem tudi 25.000 ljudi, ki je bilo do štarta slaloma po 10 metrov na širok, nepregledna množica, pa se spomnim tudi časov, ko smo skoraj sami 100-200 ljudi tukaj v izteku stali. Ampak zdaj je v bistvu res spet en tak povratek teh lepih časov. Fantje so dosti dobri, Hadalin, Kranjc in to vleče navijače. Tudi vidimo, da je veliko avstrijskih navijačev. Avstrijci so dobri, imajo kar nekaj, poleg seveda Hiršerja, dobrih fantov in to je vse pač tudi rezultat, da imamo danes to, kar imamo. Na veleslalomu je v soboto slavil Henrik Kristoffersen, drugi je bil njegov rojak Rasmus Windestag, tretje mesto je zasedel Švicar Marko Odermatt. Edini slovenski predstavnik v finalu Žan Kranjec je 6. zdrsnil na 9. mesto. V nedeljo je šla slalomska zmaga v Švico, saj je 7. iz prve vožnje Ramon Zenhäuseren ugnal vso konkurenco. Drugi je bil Norvežan Henrik Kristoffersen, tretji pa na veselje številnih avstrijskih navijačev Marcel Hirscher. Edini slovenski predstavnik v finalni vožnji Štefan Hadalin je zasedel 21. mesto. Pokal Vitranc pa že vrsto let ni le športni, pač pa tudi zabavni dogodek. V soboto so pred dvorano Vitranc pripravili veliko zabavo. Nastopili so Samuel Lukas, Siddharta in Soulfingersi. Zbrani pa so spremljali tudi javno žrebanje štartnih številk za slalom. Bravo, Dave! Bravo, 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 Že v petek zvečer pa je v Kranjski Gori potekal 4. Grubin memorial, ki so ga v čast nekdanjega slovenskega smučarja Draga Grubelnika organizirali njegovi smučarski prijatelji. Z ohranjanjem te tradicije ne ohranjajo zgolj spomina na vrhunskega smučarja, pač pa vsako leto z zbranimi sredstvi osrečijo tudi pomoči potrebno družino. Prvi dobrodelni spektakel je potekal na pobudo Dragovega prijatelja in dolgoletnega cimra Reneja Mlekoža, ki je na prvem dogodku celotna sredstva namenil Dragovemu sinu Maksu. Na drugem Grubinem memorialu so zbranimi sredstvi pomagali 17-letnemu Timu, lani pa 7-članski družini iz Vuhreda. Letos bodo zbrana sredstva namenjena družini iz Slovenske Bistrice, očetu samohranilcu, delnemu invalidu z 2 sinovoma, ki ju je zapustila mama. Živijo v težkih razmerah in zato nujno potrebujejo novo streho nad glavo. Rene, iskrene čestitke za 4. uspešno izvedbo, kot kaže, je težko organizirati tak dogodek. Ja, lahko definitivno ni, ampak na koncu je vse poplačano z iskrenim stiskom rok, pa z iskrenim nasmehom, ko prinesem informacijo družini, koliko smo zbrali, da bo za njih zbrali ta sredstva in to me žene naprej, pa me gleda on tam gor in mi pošilja vso to energijo. Ko pokličete tekmovalce bivše, če pridejo, kako se odzovejo? Ja, mislim, da sami vidite. Mislim, da ker rečem, da je za grubo, da pri nobenemu ni nobenega zadržka. In da če le lahko, če so doma, pridejo vsi. Povejte, kakšen lep spomin, kakšna anekdota v povezavi z Dragom? Tega je toliko, kot sem že povedal, mi da smo le bila 20 let cimra. Tudi ko nismo bili na treningih, tekmah, so se tudi izven trening tekem časa družila ali na Pohorju, ali v Mariboru. Bilo je nekaj krasnih dogodivščin, izhodov normalno v nočno življenje. Izven tega ogromno enih takih stvari, ki ti ostanejo. Sploh pa, ko si enkrat v neki težki situaciji osebno
izven športa, ker ti vidiš, kdo ti stoji ob strani in kak ti svetuje in kaj ti to pomeni. Mislim, da je to vse, kar lahko od dobrega prijatelja pričakuješ. Veleslaloma se je udeležilo več kot 150 smučarjev in smučark, med njimi tudi znana smučarska imena. Ne, to ni bilo težko, ta tekma je lahka, še tudi zdajle, no, čeprav smo že malo izven forme, ampak mislim, ta tekma je namenjena spominu na Draga, no, in to, kar se mi tukaj pelemo, je za pozabo, ni treba gledati in kazati po televiziji, ampak je pa lepo, da smo vsi na kupu tukaj, da se zberemo in da jasno spomin na tega odličnega smučarja in enkratnega človeka živi naprej. Z Dragotom sva bila sploh v otroških letih, kukar brat pa sestra, ker sva oba dva isti letnik. Najbolj se ga spomnim, da je bil zelo ljubosumen, ker me punce smo rade, smo šli na mednarodne tekme, pogledali tudi kakšne tuje fante in nas nikamor ni pustil. In jaz ne bom pozabila, ko smo šli na en večerni ples, da mene ni pustil ven sobe, da je zraven mene ležal na postelji in da ne grem nikamor. Sem rekel, okej. Ja, tako da smo veliko takih prijetnih dogodivščin preživeli. In sem zelo vesela, da sem bila del te generacije, ki smo tudi v smučariji res še uživali in smo bili kot ekipa. Da tega je žal vedno manj in da otroci postajajo neki projekti, niso več otroci, tako da mi za to res nismo bili prikrajšani, tako da nam ni bilo hudega. Po koncu tekmovanja se je dogodek nadaljeval na snežni plaži z rock koncertom. V ponedeljek in torek je poligonska strmina gostila še finale Evropskega pokala za moške. V ponedeljek je bil na sporedu veleslalom, v torek pa še slalom. Kulturno-prosvetno društvo Josip Lavtižar Kranjska Gora je v tem tednu na oder postavilo 2 otroški premieri. V torek najprej Rolino 006, ki jo je režirala Leona Gomboc. Vse znanstvenike, ki delajo na projektu Rolina, prosim, da se nemudoma zglasijo v sobi 006 na dnevnem strokovnem aktivu. Spet eni izgovori. No, bod vesel, da je mene poslal. Če bi prišel on, bi imel zdaj že krvav nos. Saj sem res imel sem. Še zjutraj sem si pripravil, sam sem zgubil. No, Loro, jaz nimam nič proti tebi. Ampak Himko me bo ubil, če mu ne prinese tega denarja. No, če osebam ga. Ne, Nina, ne! Ne! Zgubil, a? Predstava govori o eni taki fini majhni deklici, ki drugače ni pravi človek, ampak je kot nek android. In znanstveniki to androidinjo Rolino naredijo z namenom, da bi jo vtihotapili v šole in bi otroke naučila, kako se pogovarjati, kako komunicirati, kako se igrati, kako delati na ta način, da bi se čim manj prepirali, da bi bilo čim manj izsiljevanja, da bi bilo čim manj problemov in da bi se imeli vsi radi, da bi bil svet popoln v glavnem. Kako je izgledalo vaše delo, kako so izgledale vaje? Do decembra smo se v bistvu na odru samo igrali. Igrali smo se improvizacijske vaje, zbirali smo ideje, kaj bi sploh radi ljudem povedali. In potem je kar naenkrat prišla ideja, da bi pa lahko se pogovarjali o tem, kar na šolah ni v redu. Se pravi, o teh prijateljskih odnosih, ki so vedno slabši in vedno bolj nasilni, in otroci so izrazili željo, da bi o tem spregovorili. Na to smo začeli improvizacijske vaje usmerjati v to smer, da smo pripravljali
imeli take izzive, da so razmišljali o tej smeri, kaj vse je narobe, kaj jih moti, kaj se sploh dogaja na šolah, kar jim ni všeč. In potem je zelo v kratkem času tudi prišla ideja, da bi to lahko, da se je rodila ta rolina in v bistvu je bilo vse tako eno z drugim, vse je bilo tako naravno, da sploh ne znam zdaj kronološko povedati, kako so se rojevale te ideje. V glavnem januarja je bila ta celotna ideja nekako na plani, pač smo jo rodili na nek način in seveda tudi zapisali in v bistvu januarja šele začeli malo bolj postavljati stvari na take trdne temelje. Se pravi, scenarij lahko rečeva je kar delo vseh? Lahko rečeva, da je delo vseh otrok, ja. Mojega dela je bilo tukaj zelo malo popravkov, zato da smo potem te prizore nekako povezali, drugače pa v glavnini res delo otrok, ja. In nekateri so na odru stali prvič. Večina jih je stala na odru prvič, 4 otroci so pomagali starejši skupini v jeseni 2018, ker so imeli še nekaj predstav s staro izvedbo Grtega Račka. Do decembra se mi zdi, takrat so nekaj predstav z njimi odigrali, seveda tam tudi pri Metki Frelih nabirali zelo dobre izkušnje, kar sem ji zelo hvaležna in se tudi pozna zdaj na naši predstavi. Večina pa so danes na odru pred občinstvom takole v tej obliki stali prvič. Koliko so stari otroci te, ki igrajo? Otroci so stari 11 in 12 let, to pomeni, da so zelo mladi. Mogoče lahko povem tudi to, da ko sem se prvič z njimi srečala, da sem mogoče se kar malo strašila, ker pač jaz znam delati z improvizacijo in ko smo imeli prve vaje, sem se ustrašila sama zase v tem smislu, da mogoče to ni prava pot, da delam na tak način z njimi, da je mogoče to način dela, ki mogoče bolj ustreza starejšim otrokom, ampak se je potem po poti izkazalo, da tukaj sploh ni nobenega pravila, pomemben je bilo samo, da sem spustila malo normative, prilagodila določene stvari njihovi starosti in smo se imeli super, res uživali. Kam s predstavo zdaj še odhajate? Poskušali bomo iti tam, kjer nas bojo hoteli, vsaj po sosednjih krajih. Verjamemo to, da nam bo kulturno-prosvetno društvo Josip Lavtižar Kranjska Gora pomagalo pri tem, da se bomo pojavili tudi kje drugje. V končni fazi je tako, mi smo zdaj to predstavo naredili, veseli bomo, če jo bomo čim več igrali in če nas kdo sliši, naj nas povabi. Druga premiera je bila v Ljudskem domu v petek. Naslov predstave je Čarobnost Blejskega jezera in govori o nastanku jezera. Predstavo je režirala Metka Frelih. Pa so je vse en. Jaz sem ena ovca, vika moja volna se ne lika. Predstava Čarobnost Blejskega jezera govori o nastanku Blejskega jezera. To sem prebrala v legendi, kako je nastalo Blejsko jezero in živim že 11 let na Bledu. Hodim na bližnjo stražo, to je hrib pri Bledu in tam je tudi na neki taki razgledni točki ta zgodba napisana za tujce in za Slovence. In me je začela gnjaviti, tole bi pa jaz lahko naredila kot predstavo. Predstava je primerna za, bi rekla, tudi za 4-letnike, ker se dogaja čarobnost noter. Jaz osebno verjamem v vilinska bitja in da so še vedno na Bledu. Mislim, da bo zelo zabavna. Če primerjam, ko se spomnim, ko sem gledala Rolino, predstavo Rolina, sem si rekla, to je pa zanimivo. Taki mladi otroci govorijo tako resne stvari. In sem bila navdušena nad predstavo. Mi, odrasli, že malo večji, ne odrasli, stari so od 11 do 15 let, višja stopnja že, 2 nam bosta odšla igralca spomladi, v jeseni, pa tako lahkotno, živahno, zabavno zgodbo predstavljamo na odru. In pravzaprav je nastajala predstava zelo lahkotno, skozi popolno lahkotnost.
In kako je lahko še boljše kot to? In koliko mesecev je bilo potrebnih za vajo? Ja, začeli smo šele praktično januarja, ker smo prej obnavljali Grdega račka, prezasedbe delali, igrali in ni bilo toliko časa za to predstavo nastavljati. Tako da moram reči, da je nastala praktično, se pravi januar, februar, v 2 mesecih in pol. In to je neverjetno, 20 slabih vaj, 20 vaj, no rečemo tako. Smo jih pa imeli res tudi med počitnicami, ker je pač bilo nujno. Koliko igralcev se zvrsti na odru? Na odru je, mislim, da 10 igralcev, ja. 10 igralcev. Vsi že stari mački? Večino, ja, večino, samo 2 nova, sta se pa že prej preizkusila v Grdem račku, ampak sta potem vstopila v to skupino. Ne, eden pa čisto nov, tako, ena deklica iz Grdega račka, ki je naredila prezasedbo in en fantek popolnoma na novo. On je edini, ki šele stopa po teh gledaliških stopinjah in teh izraznih sredstev. Tega ga še moram zelo veliko naučiti, no, mislim, se mora. Ampak lepo teče, no. Aprila, če se ne motim, greste tudi že naprej na jeseniške odrske deske? Ja, mislim, da se bomo z Rolino videli ali pa ne. Ne vem, na tem Čufarjevem maratončku smo igrajo v nedeljo. Zdaj v nedeljo, potem gremo, pa, če bojo izbrani na Kekčevo srečanje, potem še to tam, isto v gledališču na Jesenicah. Prijavljeni smo pa tudi na festival gledaliških sanj, kot vsako leto v Pionirskem domu. Tako, in potem še naokrog. Pri Kulturno-prosvetnem društvu Josip Lavtižar so seveda ponosni, da so na oder letos postavili 2 otroški premieri. Ja, res je, da smo v bistvu morali letos dobiti 2 režiserke, ker kajti navdušenje nad gledališčem, nad otroci, ki radi prihajajo v ta ljudski dom, je zelo veliko. Tako da smo se letos odločili, da bomo imeli 2 otroški skupini in z enimi bo predstavo naredila Metka Frelih, z drugimi pa je letos prvič Leona Gombovc. In zdaj jih že prijavljate naprej na razna gledališka srečanja, na gledališka tekmovanja, če tako rečemo? Ja, seveda za nami je prva premiera in otroci grejo že v soboto na prvo srečanje Čufarjev maratonček, kjer jih bo ogledal tudi selektor za nadaljnja srečanja. Prav tako pa grejo na festival gledaliških sanj v Ljubljano v začetku aprila. Se pravi, v Kranjski Gori se za gledališki podmladek ne gre bati? Ne, vsekakor je navdušenje zelo veliko, tako da smo morali v bistvu kar omejiti, da lahko sodelujejo otroci od 5. razreda naprej, do 5. pa še čakajo, kdaj bi lahko prišli na to naše gledališče in upajmo, da bo tako tudi ostalo vnaprej. 8. marec so tokrat v Mojstrani obeležili malce drugače. Vse žene in dekleta so povabili na 8. marčevski pasulj, ki so ga kuhali na trgu Olimpijcev. Kosilo je bilo tako narejeno in dame so si dan lahko vzele zase. Seveda ob kosilu ni manjkalo niti klepeta in smeha. Vse zato, da je bil mednarodni dan žensk lep in malce drugačen od ostalih dni v letu. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Pogovor z Mojco Širok, novinarko, dopisnico in avtorico knjige Pogodba, bo v ponedeljek ob 19:30 v knjižnici v Kranjski Gori. Predavanje Nazaj k naravi, idealni čas za setev zelenjave za maksimalni pridelek, v gasilskem domu v Gozdu Martuljku v ponedeljek ob 17.
Prireditev Pozdrav junakov daljav bo v četrtek 21. marca na Trgu na Gorici v Ratečah. Od 17. bo zabava z zahod bendom in uradni del s predstavitvijo skakalnih ekip, ki bodo letos tekmovale v Planici. Od četrtka do nedelje bo v dolini pod Poncami torej skakalni praznik. V soboto pa bo pred dvorano Vitranc še zabava s podelitvijo štartnih številk za nedeljsko tekmo. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili v tokratni kroniki tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!